Izbruhne v plamene in pada, sesuva se. Preden so letala postala kralji neba, je obstajalo večje plovilo, za katerega so nekoč verjeli, da bo prihodnost potovanj na dolge razdalje. Imenovali so jo zračno ladjo. Ne leti zaradi velikih kril, temveč se dvigne zaradi ogromnih plinskih celic, napolnjenih z vodikom ali helijem, plinov, ki so lažji od zraka. Ko je dovolj dvižnega plina, lahko zlahka dvigne kovinski okvir, motorje, gorivo, posadko, potnike in tovor. Ima tudi propelerje in krmilne površine, zato ga veter ne odnese kar tako kot navaden balon. Najbolj znana vrsta tega je Zeppelin. Poimenovanje po grofu Ferdinandu von Zeppelinu, nekdanjem nemškem vojaškem častniku, ki je verjel, da je mogoča velika zračna ladja s trdnim notranjim ogrodjem. Ni bil je prvi, ki je izdelal dirižablo ali vodljivo zračno ladjo, vendar je on izpopolnil togo zasnovo, ki je postala simbol zračnega potovanja v začetku 20. stoletja. 2. julija 1900 je njegov prvi Zeppelin, imenovan LZ-1, poletel nad Bodenskim jezerom v Nemčiji. Prvi let je trajal le približno 18 minut. Imel je tudi težave s krmiljenjem in opremo, vendar je dokazal, da lahko zelo veliko plovilo s togo kovinsko konstrukcijo leti. To se zelo razlikuje od mehkih zračnih ladij. Mehka zračna ladja namreč nima trdega ogrodja v notranjosti. Obliko ohranja le pritisk plina. Zeppelin pa ima ogrodje, sestavljanje iz dolgih kovinskih nosilcev in velikih obročev. Zato ohranja svojo obliko tudi, če plinske celice niso popolnoma napolnjene. V notranjosti ogrodja je veliko ločenih plinskih celic. Zato, če pride do majhnega puščanja v enem delu, ves dvižni plin ne uide takoj. Namesto tega lahko zrak še vedno ostane v zračni ladji, medtem ko druge celice še vedno delujejo. Zunaj ogrodja je tanka tkaninska prevleka. To ni debel kovinski oklep. Njegova glavna naloga je, da telesu zagotovi ustrezno obliko in zaščiti notranjost pred vetrom in vremenskimi vplivi. Pod ali ob strani telesa so nameščeni motorji in propelerji. Ti potiskajo zračno ladjo naprej. Poleg tega uporablja krmilo za zavijanje in višinska krmila za dviganje ali spuščanje leta. Vendar motorji ne morejo opraviti vsega dela. Vzgonski plin še vedno nosi težo zračne ladje, zato je vsak kilogram zelo pomemben. Okvir, stene, pohištvo, oprema in osebne stvari potnikov morajo biti lahki. Ko se teža poveča, se zmanjša število potnikov ali tovora, ki ga lahko prevaža. V naslednjih zasnovah so uporabili duralumini. To je lahka, a trpežna kovinska zlitina, ki je v glavnem narejena iz aluminija. Zaradi tega je mogoče izdelati daljši in večji okvir, ne da bi se vozilo preveč otežilo. Pri nekaterih Zeppelinih so uporabili tudi tako imenovano Goldbitterjevo kožo. Naređena je iz zelo tankega dela govejega črevesa, ki ga očistijo. Posušijo ga, spojijo in pritrdijo na tkanino. To ni preprosto celo črevo, ki bi ga obesili v notranjost. To se obdela v tanko membrano, ker je lahka in učinkovito preprečuje uhajanje plina. Potrebnih je veliko kosov, da se sestavijo velike plinske celice zračnega plovila. Zdaj, ko se Zeppelin povečuje, postaja tudi njegovo upravljanje vse bolj zapleteno. Posadka mora nadzorovati tlak plina, količino goriva in vode, smer vetra, temperaturo in ravnotežje zračnega plovila. Ko se vodik segreje, se razširi in vzgon postane močnejši. Ko se ohladi, se skrči in vzgon se zmanjša. Zračno plovilo ima s seboj tudi vodo ali drugo utež. Če se želi plovilo dvigniti, odvrže nekaj uteži. Če se želi spustiti, posadka prilagodi plin in smer leta. Tudi pristajanje Zeppelina je težko, ker je zelo velik. Veliko članov talne ekipe drži vrvi, da ga veter ne odnese. Ko je veter močan, lahko celotno zračno plovilo odnese stran, tudi če je pilot dober. Toda tehnologija se je še naprej razvijala. Leta 1909 je bila v Nemčiji ustanovljena družba Delak. To je bila prva letalska družba, ki je redno prevažala potnike z letalniki. Toda pred začetkom Prve svetovne vojne so Zeppelini opravili več kot 1500 letov in prepeljali na tisoče potnikov. Večina potovanj je bila po Evropi. Takrat še niso redno prečkali Atlantika. Leti so bili uporabljeni kot dokaz, da je lahko potovanje po zraku dejanski način prevoza. Po vojni so se načrti za zračne ladje še povečali. Leta 1928 je začel leteti LZ-127 Graf Zeppelin. To je postala ena najuspešnejših togih zračnih ladij v zgodovini. Leta 1929 je obkrožila svet.
Prečkala je Evropo, Azijo, Tihi ocean, Združene države in Atlantik, preden je končala potovanje. Njena pot je vključevala Friedrichshafen, Tokio, Los Angeles in Lakehurst v New Jerseyju. Celotno potovanje je skupaj s postanki trajalo približno 21 dni. Čas, ko je bila dejansko v zraku, je bil skoraj 12,5 dni. To ni bil običajen demonstracijski let. To je bil velik mednarodni dogodek, ki so ga spremljali časopisi in radijske postaje. Ob vsakem postanku je zračno ladjo obiskalo veliko ljudi, saj še ni bilo drugega letala, ki bi bilo tako veliko in bi lahko potovalo tako daleč. Graf Zeppelin je pokazal, da lahko zračna ladja prečka prostrane oceane in celine. V zraku je lahko ostala več dni. Prav tako ni potrebovala dolge vzletno-pristajalne steze, saj ni bila odvisna od velike hitrosti za vzlet. Bila je počasnejša od letala, vendar hitrejša od oceanskega parnika. V primerjavi z ladjo pa ni bilo močnega zibanja ali morske bolezni med prečkanjem Atlantika. Potniki so imeli spalne kabine, jedilnico, salon in velika okna. Lahko so jedli v miru. Toplo hrano so jedli, medtem ko so skozi okna opazovali morje, gore, mesta in oblake spodaj. Vendar notranjost ni bila tako prostorna kot v hotelu. Prostor je bil še vedno omejen, saj je moralo biti vse lahko. Kabine so bile majhne, stene tanke, večina pohištva pa preprosta. Tudi klavir, ki so ga postavili na Graf Zeppelin, je bil posebej narejen, da je bil lahek. Prav tako udobje ni bilo enako na vseh zračnih ladjah. Na nekaterih potovanjih je bilo lahko v notranjosti hladno, saj je bilo težko namestiti težak ogrevalni sistem. Prav tako je bil močan hrup in vibracije iz motorjev. In ker je bila zračna ladja počasna, je bila dlje časa izpostavljena spremembam vremena. Vendar pa je bila za premožne potnike v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja izkušnja edinstvena. Niso bili natlačeni v majhno kabino zgodnjih letal. Lahko so vstali, jedli za mizo, se sprehajali po potniškem prostoru in opazovali svet skozi visoka okna. Tudi vozovnice so bile zelo drage, zato si je le malo ljudi lahko privoščilo let. To ni bil množični prevoz, bila je luksuzna storitev za poslovneže, uradnike, slavne osebnosti in premožne popotnike. Nemčija je uspeh Zeppelina uporabila tudi kot prikaz svojega inženirskega znanja in narodnega ponosa. V očeh javnosti je bila velika zračna ladja dokaz, da je mogoče redno opravljati prej nemogoča potovanja po zraku. Toda ko so zračne ladje postajale večje, so postajale tudi težave, ki jih je bilo treba nadzorovati, večje. Njihova telesa so bila zelo obsežna. Veter je močno vplival na njihovo smer. Počasi so se izogibali slabemu vremenu in znotraj njihove tanke prevleke je bilo na milijone kubičnih čevljev vzgonskega plina. V Nemčiji so običajno uporabljali vodik, ker ga je bilo veliko, bil je poceni in je nudil večji vzgon kot helij. Toda vodik je zelo lahko vnetljiv. Vodik se ne vname samodejno, ko je v plinski celici. Najprej se mora pomešati s kisikom in imeti vir vžiga. Toda če pride do puščanja, ognja ali električne iskre, se lahko požar zelo hitro razširi. Zato so varnostna pravila v notranjosti zelo stroga. Uporaba ognja je nadzorovana, kuhinjska oprema pa je posebna. In spremljati je treba električni sistem, motorje in morebitno uhajanje plina. Kljub temu je zaupanje javnosti v Zeppelin še naprej raslo. Veliko ljudi je verjelo, da bo to glavno prevozno sredstvo za dolge razdalje. Ima dovolj dosega, da prečka ocean. Ima prostor za potnike in ne potrebuje velikih vzletno-pristajalnih stez, ki jih potrebujejo težja letala. Toda medtem, ko so izboljševali potniško kabino in podaljševali poti, so se tudi letala s fiksnimi krili hitro razvijala. Letalski motorji so postajali vse močnejši. Več je bilo varnih letališč in potovanja so postajala hitrejša vsako leto. Takrat še ni bilo jasno, katera od obeh tehnologij bo zmagala. Letalo je bilo manjše, hitrejše in lažje za množično proizvodnjo. Zračna ladja pa je bila prostornejša, lahko je ostala v zraku dlje časa in imela je ogromen potencial za potovanja na dolge razdalje. Nekaj let se je zdelo, da je prostora za obe. Toda največji izziv za Zeppelin ni bilo udobje ali hitrost. Bilo je vprašanje, kako dolgo ga je mogoče varno obdržati v zraku. Ogromno plovilo, ki je odvisno od vnetljivega plina in zelo tanke strukture. V zračnih ladjah so bile kabine majhne in preproste. Imeli so pograd, majhen umivalnik, polico in tanko steno iz blaga. Ker so bile stene med sobami tanke, je bilo lahko slišati glasove in gibanje sosednjih potnikov. Skoraj vsa oprema je bila čim lažja. Za veliko postelj, stolov, vrat in pohištva je bil uporabljen aluminij.
Vsaka dodatna teža je namreč vplivala na nosilnost zračne ladje. Jedilnica in salon sta bila bolj prostorna. Ob strani so bila dolga okna, skozi katera so lahko potniki opazovali morje, mesta in pokrajino, mimo katere so potovali. Odprt ogenj je bil strogo prepovedan, ker je bil dvigalni plin Hindenburga vodik. Pred vkrcanjem so potnikom odvzeli vžigalice in vžigalnike, vendar pa je bila v notranjosti kadilnica. Ta prostor je bil ločen od drugih delov zračne ladje in je imel dvojna vrata z zračno zaporo. Zračni tlak v prostoru je bil višji, da vodik ni zlahka vstopil. Uporabiti je bilo mogoče le eno električno vžigalno napravo, ki je bila pritrjena v notranjosti. Kljub temu, medtem ko so nemški zračni ladji uporabljali za luksuzna potovanja, jih je vojska uporabljala za patruliranje in izvidništvo. Zračna ladja lahko ostane v zraku dolgo časa. Zato lahko išče ladje, podmornice in premike sovražnika na odprtem morju. Vendar pa ni nevidna. Zračna ladja je zelo velika in počasna, zato jo je lahko opaziti na nebu. V Združenih državah je mornarica izdelala zračno ladjo, ki je prevažala majhna letala. Te so imenovali USS Akron in USS Macon. V notranjosti zračne ladje so bila letala Sparrowhawk. Ko je bilo potrebno, so jih spuščali s posebnim nosilcem. Ko so se vračali, je pilot približal letalo pod zračno ladjo in ga ponovno obesil, medtem ko sta bila oba v letu. Majhna letala so uporabljali za iskanje sovražnika na širšem območju in za varovanje zračne ladje. Vendar sta tako Akron kot Macon strmoglavila. Uporabljali so heli, zato požar ni bil vzrok za nesrečo. Poškodovala ju je močna nevihta in težave s trupom zračne ladje. To je pokazalo, da je zračna ladja še vedno nevarna, tudi če je heli varen pred ognjem, če je zelo velika in jo prizadene hudo vreme. Heli je varnejši od vodika, ker ni unetljiv. Toda v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja so imele Združene države Amerike edine velike industrijske zaloge tega plina. Ameriška vlada je helij obravnavala kot strateški vojaški vir in strogo omejila njegov izvoz. Ker Nemčija ni mogla dobiti dovolj helija, so v svojih zepelinih uporabili vodik. Ta je bil cenejši in je imel večji vzgon, vendar se je zlahka vnel, če je všel, se pomešal s kisikom in ga je zadela iskra ali ogenj. 5. oktobra 1930 je britanski zračni ladji RR-101 strmoglavila v severni Franciji. Imela je težave z zasnovo, premalo testiranj in slabo vreme, ko je odpotovala v Indijo. Med letom v močnem dežju in vetru se je spustila in zadela v hrib blizu Beauvaisa. Po trku je zagorel vodik. Od 54 ljudi na krovu jih je umrlo. 48. Zaradi tega je Velika Britanija ustavila svoj program velikih togih zračnih ladij, Nemčija pa je nadaljevala. Njihovi inženirji so verjeli, da ni bil samo vodik vzrok za nesrečo. Za njih so bili večji problem napačna zasnova, premalo testiranja in slabe odločitve. Več let so nemški zepelini še naprej varno prečkali Atlantik. Toda glavna nevarnost je ostala. Leteli so z ogromnimi plovili, v notranjosti je bilo milijone kubičnih čevljev vodika. Dovolj je bila ena puščanja in ena iskra, da je ves svet izgubil zaupanje v zračne ladje. 6. maja 1937 se je Hindenburg pripravljal na pristanek v Lakehurstu, New Jersey. Prišel je iz Nemčije in pravkar prečkal Atlantik. Na krovu pa je bilo 97 potnikov in članov posadke. Potniki in posadka so bili zadržani v notranjosti. Pristanek je bil odložen zaradi slabega vremena. Ko se je nevihta umirila, se je zračna ladja približalo privezni drogi in spustilo pristajalne vrvi. Le nekaj trenutkov kasneje je zadnji del nenadoma zagorel. Ogenj se je hitro razširil, ker je bil v plinskih celicah vodik. Celotno zračno plovilo je padlo na tla v približno 32 sekundah. 35 jih je umrlo v notranjosti, ena oseba iz stalne ekipe pa je prav tako izgubila življenje. Vendar je 62 ljudi na krovu preživelo. Nekateri so uspeli pobegniti skozi okna in vrata, medtem ko se je goreče plovilo približevalo tlom. Drugi so skočili, ko je bil potniški krov že nizko. Pravi vzrok požara še vedno ni povsem jasen. Ena najbolj sprejetih razlag je, da je prišlo do uhajanja vodika, ki ga je prižgla električna iskra, medtem ko je bilo okolje mokro in je divjala nevihta. Velik vpliv te nesreče je bil zaradi tega, ker so jo ujeli na kamero. Tam je bil tudi radijski poročevalec Herbert Morrison. Posnel je poročilo o prihodu Hindenburga, ko je videl, da je zagorel. Njegov glas ni bil predvajan v živo. Posnetek so predvajali po nesreči. Toda zaradi strahu in žalosti v njegovem glasu je javnost še bolj občutila, kaj se je zgodilo.
Posnetek in posnetki filmskega obzornika so bili združeni. V kinematografih in radijskih postajah so milijoni ljudi videli in slišali, kako je nekdanji simbol luksuznega letalskega potovanja zgorel. Tukaj je veliko potnikov dokončno izgubilo zaupanje v vodikove zračne ladje. Nemčija je ustavila redne potniške prevoze preostalih zračnih ladij. Uporaba novega Graf Zeppelina 2 kot komercialne zračne ladje se prav tako ni uresničila. Vendar pa Hindenburg ni bil edini razlog, zakaj so velike zračne ladje izginile. Že pred nesrečo je bilo njihovo delovanje zelo drago. Potrebovali so ogromne hangarje, privezne drogove, številno zemeljsko posadko in veliko prostora za pristajanje. Težko jih je bilo uporabljati tudi v močnem vetru. Zaradi njihove ogromne velikosti jih je bilo lahko potisniti vihar ali bočni veter. Glede na svojo velikost in stroške so lahko prepeljali le malo potnikov. Medtem pa so letala postajala vse hitrejša in večja. Hitreje ga je bilo izdelati, lažje ga je bilo spraviti na tla in ni zahtevalo stotine ljudi, da bi ga držali na tleh. Več letal je bilo mogoče uporabiti na različnih poteh. Če se eno pokvari, celotna storitev ne preneha delovati. Ni trdnih dokazov, da je skrivna skupina letalskih podjetij namerno uničila industrijo zračnih ladij. Razlog je preprostejši. Letalo je bolj praktično. V drugi svetovni vojni so vlade vložile ogromno denarja v izdelavo motorjev, transportnih letal, bombnikov, lovcev, letališč in vzletno-pristajalnih stez. Vojska potrebuje hitrost in sposobnost izogibanja sovražniku. Tega velika in počasna, toga zračna ladja ne more zagotoviti. Po vojni so bila letala pripravljena za dolge potniške proge. Potovanje je bilo hitrejše, prepeljala so lahko več potnikov. Letališča so že bila v mnogih delih sveta. Zračna ladja takšnemu sistemu ni mogla več konkurirati. Manjši netoge zračne ladje se še vedno uporabljajo za oglaševanje, nadzor, patruliranje in posebne misije. Obstajajo tudi sodobni projekti za prevoz tovora in dolgotrajne polete. Toda obdobje velikih potniških zepelinov se ni nikoli vrnilo. Niso izginili zato, ker ne bi bili uporabni. Premagala jih je kombinacija visokih stroškov, počasnega potovanja, slabega vremena in nato še nesreča. In hiter razvoj letal. Hindenburg je najbolj prepoznaven simbol njihovega propada. A pravi konec zračnih ladij je prišel, ko se je pojavila hitrejša, cenejša in enostavnejša oblika letenja. Marca 1940 je nemška vlada ukazala razstavljanje zadnjih dveh velikih zepelinov. LZ-127 Graf Zeppelin in LZ-130 Graf Zeppelin II. Nista več letela kot potniški zračni ladji. Stala sta le v velikih hangarjih v Frankfurtu, medtem ko se je druga svetovna vojna širila. Njuno duraluminasto ogrodje je bilo razrezano, motorji odstranjeni in drugi deli razstavljeni. Dragocene kovine so bile ponovno staljene za vojaško proizvodnjo. Uničeni so bili tudi hangarji, ki so bili nekoč dom največjih nemških zračnih ladij. Izginilo ni bilo nič majhnega. Graf Zeppelin je ena najuspešnejših zračnih ladij v zgodovini. Potovala je na različne celine. Večkrat je prečkala Atlantik in opravila raziskovalni polet na Arktiki. Ko pa je izbruhnila vojna, ni bilo več dovolj razloga, da bi jo obdržali. Zračno plovilo je bilo preveliko, da bi ga lahko skrili pred sovražnikom. Potrebovalo je velik hangar, številno posadko in previdno upravljanje pred vzletom ali pristankom. Ni bilo je sposobno tekmovati s hitrostjo vojaških letal. Ko so ga opazili na nebu, so ga zlahka ujeli in se strelili. LZ-130 Graf Zeppelin II je bil zamišljen kot naslednje veliko potniško zračno plovilo Nemčije. Vendar ni nikoli vstopil v redni komercialni promet. Uporabljen je bil za testne polete, javne demonstracije in nekaj misij, preden so leta 1939 dokončno ustavili njegovo delovanje. Ko se je začelo razstavljanje, je bilo obdobje togega potniškega zračnega ladjevja končano. Izginil je tudi celoten sistem potreben za njegovo podporo. Ni bilo več velike flote, ni bilo več rednih poti, ni bilo več številnih postaj z usposobljenimi člani talne ekipe. In ni bilo več podjetja, ki bi bilo pripravljeno porabiti ogromno denarja za plovilo, ki ga je letalo že prehitelo v hitrosti in stroških. Vendar zračne ladje niso popolnoma izginile. Manjše zračne ladje, imenovane blimpe, so se še naprej uporabljale za oglaševanje, televizijske prenose, obalno patruliranje, nadzor in znanstveno opazovanje. Blimp je preprostejši od starega Zeppelina. Nima velike toge notranje konstrukcije, zato je cenejši za izdelavo in uporabo.
Ne more prevažati veliko potnikov ali tovora, vendar lahko dolgo časa ostane na enem mestu, leti počasi in nudi jasen pogled iz zraka. To je sposobnost, ki jo sodobna podjetja ponovno preučujejo. Ne poskušajo več obuditi zračne ladje kot zamenjavo za potniška letala. Nobena zračna ladja se ne more kosati s hitrim potovanjem sodobnih letal med oddaljenimi mesti. Namesto tega iščejo naloge, ki jih druga vozila težko opravijo. Eden od novih projektov je Pathfinder One podjetja LTA Research v Združenih državah Amerike. To je sodobna toga zračna ladja, ki uporablja heli, električne motorje, računalniško nadzorovane sisteme in lahke materiale. To ni preprosta kopija starega Zeppelina. Ima električne potisnike na različnih delih trupa. Propelerji lahko spreminjajo smer svojega potiska, da pomagajo pri zavijanju, dviganju, spuščanju in ohranjanju položaja. Uporablja tudi senzorje in računalnik za nadzor ravnotežja, vetra, smeri in gibanja celotne zračne ladje. Oktobra 2024 je Pathfinder One opravil svoj prvi prosti let na prostem na letališču Moffett Federal v Kaliforniji. Potem so nadaljevali s testi, da bi lahko letel dlje časa in v različnih pogojih. Do danes je to še vedno le dokaz koncepta in še ni redno tovorno ali potniško vozilo. Cilj LTA Research je uporabiti to tehnologijo za prevoz in humanitarne misije. Ko pride do močnega potresa, tajfuna ali poplave, so ceste, mostovi, vzletno-pristajalne steze in pristanišča pogosto poškodovani. Tukaj lahko zračni ladji pridejo prav. Ne potrebujejo dolge vzletno-pristajalne steze, da ostanejo v zraku. Lahko prevaža komunikacijsko opremo, medicinske zaloge, hrano, vodo in reševalne ekipe na težko dostopna območja. Toda pa mora dokazati, da je varna za pravo uporabo. Ni dovolj, da lahko leti le v lepem vremenu. Mora prenesti spremembe vetra, dež, dolge misije in večkratno uporabo brez resnih težav. V Franciji podjetje Flying Whales izdeluje še večji tovorni zračni ladji. Imenuje se LCA-60T. Njegov glavni cilj je prevažati tovor do 60 ton. Ni mu treba pristati s celotnim trupom, da bi naložil ali razložil tovor. Lahko ostane v zraku, medtem ko spušča kabel in dvižne trakove. Njegova naloga bo podobna letečemu žerjavu. Lahko pobere dolga rezila vetrnih turbin iz tovarne in jih dostavi v gore. Lahko dostavi tudi gradbeni material, mobilno bolnišnico, velik generator, les ali težko opremo na območja brez ustreznih cest. To je pomembno, ker obstaja tovor, ki ga helikopter ne more dvigniti in ga je težko prepeljati s tovornjakom. Obstajajo rezila vetrnih turbin, ki so tako dolga, da je treba razširiti cesto, odstraniti drogove, zapriti promet in posekati drevesa, preden jih lahko dostavijo. Ko bo LCA-60T deloval, bo lahko premagal te ovire tako, da bo letel naravnost do cilja. Oktobra 2025 je Flying Whales sporočal, da je že preizkusil porazdeljeni električni pogonski sistem za zračno ladjo. Podjetje načrtuje začetek sestavljanja prve enote leta 2027. Temu bodo sledili letalski in certifikacijski testi, cilj pa je začetek komercialnega delovanja leta 2029. Projekt obeta veliko, vendar mora še marsikaj dokazati. Ko zračna ladja odloži 60 ton tovora, se njena teža nenadoma zmanjša. Če ni hitrega nadzora, se lahko preveč dvigne. Zato morajo hkrati delovati potisniki, balastni sistem, kabli in računalniški nadzor, da zračna ladja ostane stabilna. Težko ga je uporabljati tudi, kadar se veter pogosto spreminja. Zračna ladja ima zelo veliko površino. Ko jo zadene močan bočni veter, je celotno telo kot veliko jadro. Motorji morajo biti dovolj močni, da preprečijo nagibanje in oddaljevanje, medtem ko je pod zračno ladjo obešen težak tovor. V Združenem kraljestvu obstaja še en sodoben projekt imenovan Airlander 10 Gree za hibridno letalo, saj vzgona ne zagotavlja samo heli. Pri vzgonu pomagata tudi oblika telesa in motorje med letom. Zasnovanje za regionalni potniški promet, prevoz tovora, turizem, nadzor in vojaške misije. Po besedah razvijalca lahko prevaža več kot 100 potnikov ali približno 10 ton tovora. Lahko ostane v zraku več dni za nadzorne in komunikacijske misije. Začel se je uradni postopek certificiranja pri upravi za civilno letalstvo Združenega kraljestva. Vendar mora opraviti še obsežno testiranje, preden bo lahko prevažal redne potnike.
Takšno letalo ni uporabno samo za prevoz tovora, lahko nadzoruje morje in nudi pomoč. Lahko išče nezakonite ribiške ladje, naftne madeže, pogrešane ladje ali ljudi potrebujejo reševanje. Lahko služi tudi kot začasna komunikacijska postaja v zraku. Če se celični stolp po nesreči pokvari, lahko zračna ladja pripelje anteno in ostane na enem mestu dlje kot navaden helikopter. To je koristno tudi za znanstvene raziskave. Ker je let počasnejši in ima dolgo vzdržljivost, se lahko zračno plovilo uporablja za preučevanje gozdov. Gozdovi, divje živali, ledeniki, atmosfera in podnebne spremembe. Tudi hrupa je manj kot pri helikopterju, zato se živali spodaj ne prestrašijo ali pobegnejo tako hitro. Vendar to ne pomeni, da so vse njegove misije samodejno cenejše. Cena helija je visoka, potreben je tudi velik prostor za sestavljanje, vzdrževanje in shranjevanje. Ogromnega zračnega plovila ni mogoče preprosto pustiti zunaj med močnim neurjem. Treba ga je postaviti na varno mesto ali premakniti, preden se vreme poslabša. Certificiranje je tudi zelo drago. Vsako strukturo, krmilni sistem, električno komponento, postopek v sili in letalske pogoje je treba pregledati. Ko bo to prevažalo potnike, mora izpolnjevati stroge varnostne standarde, ki veljajo za druga komercialna letala. S tem postopkom se ne sme hiteti. Resna nesreča bi lahko ponovno uničila zaupanje javnosti. Obstaja tudi težava s hitrostjo. Kadar je treba hitro dostaviti zdravila, reševalno ekipo ali vojaške zaloge, sta še vedno hitrejša letalo ali helikopter. Kadar je pristanišče in mirno morje, lahko ladja prepelje več tovora po nižjih stroških. Kadar je avtocesta, je še vedno enostavneje uporabiti tovornjak. Zato zračne ladje še ne bodo nadomestile vseh vrst prevoza. To bo pomembno le, če cilj nima vzletno-pristajalne steze, nima ceste, je težko dostopen ali zahteva dolgo zadrževanje v zraku. Tam lahko dokaže svojo pravo vrednost. Prihodnost zračne ladje ni odvisna od nostalgije. Ni dovolj, da je lepo videti ali občudovati na nebu. Mora biti sposobna dostaviti tovor z nižjimi skupnimi stroški. Mora leteti varno tudi ob spreminjajočem se vremenu. Mora delovati znova in znova, ne da bi vedno potrebovala ogromno zemeljsko posadko. In mora pridobiti dovolj strank, da povrne milijarde vložene v razvoj. Ko bo to doseženo, bo svet morda znova videl velike zračne ladje nad gozdovi, gorami, morji in območji, ki jih je prizadela katastrofa. Toda njihova naloga bo povsem drugačna. Ne bodo več plavajoči hoteli za peščico bogatih. Prav tako ne bodo več zgolj simbol moči neke države. Postani bodo sredstvo za prevoz težkih tovorov, reševanje, raziskave, nadzor in doseganje skupnosti, ki so že dolgo težko povezane z zunanjim svetom. Tam bomo videli, ali ima tehnologija, ki jo je svet nekoč zapustil, res drugo življenje. Ne zato, ker bi se vračali v preteklost, ampak zato, ker so danes težave, ki jih ni mogoče rešiti samo s hitrostjo. Obstajajo kraji, kjer ne potrebujejo hitrejšega letala. Kar potrebujejo, je vozilo, ki lahko pride tja, tudi če ni letališča, ni cest in skoraj ni drugega načina, da dostavijo, kar potrebujejo. Ko bo nova generacija zračnih ladij dokazala, da to zmore varno in učinkovito, ne bodo več le spomin na Hindenburg in Graf Zeppelin. To bo nova vrsta prevoza. Počasnejša od reaktivnih letal, a sposobna doseči kraje, kamor običajna letala ne morejo. In morda je prav to razlog, zakaj zračna ladja ni popolnoma izginila. Ni čakala, da jo nadomesti letalo. Samo čakala je, da najde delo, ki je resnično namenjeno njej.